O nepremičninah, modernih hišah, kulturi sodobnega bivanja, o udobju, ki ga nudi tradicionalno s pridihom modernega in tudi ekološki gradnji z Marjanom Vedlinom. Dober večer, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Vsakodnevno migriramo nekako iz kraja v kraj, nekateri po daljših, drugi po krajših poteh, vsi se pa nekako radi vrnemo v domače okolje. No, domače okolje oziroma dom si uredimo tako, da se v njem počutimo tako varno, kot sproščeno, udobno in seveda svobodno. Kakšnega doma si dandanes želimo, kakšne so naše želje, kakšne so naše pričakovanja, v kakšnih soseskah želimo živeti, o vsem tem in še čim z našim današnjim gostom, gospodom Marjanom Vedlinom iz podjetja Vinak International. Gospod Vedlin, pozdravljeni. Dober večer, pozdravljeni. Uvodoma sem govoril tudi o kulturi bivanja, o tem, kako danes živimo. Pravzaprav je nekako kakovost, ki je nekakšna posledica naše kulture bivanja, glavno vodilo pri vaših stanovanjskih hišah, vaših načrtih. Zakaj kakovost in pa kakšne druge vrednote so bile tisto vaše glavno vodilo? Drži. Zakaj kakovost? V bistvu Slovenci smo, bomo rekli, prišli iz enega nepremičninskega, pa rečemo temu buma, preko krize, pa zopet se nepremičnine oziroma gradbeništvo nekako zopet pobira, vrača. In enostavno, Slovenci smo zahtevni kupci. In Slovenec, ko kupuje novo, takrat želi kvaliteto. Če te kvalitete ni, ali ne bo kupil, kar je najslabše za investitorja, ali pa bo pač zahteval neke znižane cene ali karkoli takega, kar pa zopet vsekakor ni v interesu investitorja. Tako da kvaliteta je tisto, na katero smo pač pri celotni tej zadevi, ki jo pač delamo, v celotnem tem projektu, smo pač rekli, ok, bomo šli mogoče celo malo z višjo ceno, kot mogoče nekje druge, ampak zato bomo pač ponudili mogoče tudi nekaj drugačnega. Ampak poleg kvalitete zasledujete še druge cilje, še druge vrednote, katere so glavne? Vsekakor. Kultura bivanja, enostavnost nekih stvari, enostavnost bivanja, bomo rekli, dobro počutje v samem bivanjskem okolju oziroma v sami bivanjski enoti. Ker na koncu koncev, žal, mogoče pri današnjem tempu službe ali kakorkoli, smo precej časa preživimo v službi, ampak tako kot ste sami rekli, na koncu se vrnemo domov, na koncu smo doma, ne vem, polovico dneva, vikende, praznike, dopuste, vsaj del dopusta na koncu koncev. In takrat hočemo, da je ta zadeva urejena, da imamo s tem, bomo rekli, čim manj vzdrževanja, tudi na to smo šli, da je s tem, bomo rekli, nekako okolica tako urejena, da prav prideš domov in z veseljem prideš domov. No, že na začetku stva sedaj povedala, da gre za stanovanjske objekte. Prav je, da natančno poveva, o čem bova danes govorila v oddaji. Namreč ta stanovanjski projekt je projekt podjetja Vinak International. Kdaj ste začeli razmišljati o tem projektu? Projekt ni majhne vrednosti, nekje tam se giblje ocena okrog 3,5 milijona evrov. Drži. V bistvu projekt je že bo imel skoraj 2 leti letos. Začelo se je vse skupaj, bom rekel, v nekih povojih tako se neko nekje poleti 2016, ko se je kupilo zemljišče, na kar je bilo treba urediti papirje. To je žal pri nas pač nek postopek, ki pač traja. Tu smo imeli malo sreče, ker so pač določene dokumentacije že bila urejena. Potem smo pač začeli po pridobitvi vseh papirjev, smo pa začeli z gradnjo. Tu pač danes smo, bom rekel, žal, kar se gradnje tiče, kar se končanosti tiče, moram žal priznati, da smo
bolj odzadaj, če se temu prav izrazim, bolj odzadaj, kot pa bi želeli. Ampak to je žal tudi povezano z tem, bom rekel, z trenutnim stanjem v gradbeništvu v Sloveniji, pa na koncu ne samo v Sloveniji, enostavno gradbenih delavcev ali pa gradbenikov dobrih, spet smo tam, če smo prej govorila, da želimo kvalitetno graditi. Potem tudi rabiš, bom rekel, gradbenika ali pa človeka, ki nekaj zna, oziroma ki že ima nekaj. In to je ta trenutek v Sloveniji še mogoče, ne bom rekel ravno posebej v Mariboru, ni tako enostavno. Ne bom rekel, da je neizvedljivo, ampak ni tako enostavno. Koliko se zamikajo roki zaradi tega, da težko dobite tiste, ki so kvalitetni gradbeni delavci, da potem lahko zasledujete ta cilj kvalitete? Žal moram reči, da ta trenutek že za dobrega pol leta. Govoriva pa o naselju v občini Rače-Fram in pa verjetno potem ni naključje, da ste ravno izbrali to lokacijo. Kakšne prednosti ste v lokacijah iskali? Glejte, v bistvu osnovno je bilo, bom rekel, ne bom ravno rekel zaprto naselje, ampak nek malo večji obseg. Taka je bila želja, bom rekel, investitorja, lastnika, da je pač tega malo več. Enostavno smo pač potem iskali primerne lokacije, primerna zemljišča in ta je bila ena izmed, ne bom rekel ravno najbolj primernih, mogoče je pa bila bolj primerna, ampak na koncu je pač, bomo rekli, smo pristali tu, kjer je ta trenutek to, z vsemi svojimi, bom rekel, prednostmi pa pomanjkljivostmi. Zadeva ima svoje prednosti, zadeva ima svoje pomanjkljivosti. Šli ste pa iz samega območja mesta, niste želeli biti v mestu, ste pa vseeno v neposredni bližini drugega največjega mesta v Sloveniji. Ja, drži. V bistvu na koncu koncev celotno naselje je, bomo rekla, slabe 2 kilometra od avtocestnega priključka, tako da recimo, bomo rekli, v roku 5 minut si lahko ali na poti proti Ljubljani ali Mariboru ali celo Zagrebu na koncu koncev. Ali pa potem še tista smer proti Šentilju recimo. Tako da iz tega vidika je, iz prometnega vidika je ena izmed boljših, bi mogoče celo lahko si upal reči. No in ta lokacija potem omogoča tudi ta moderen način življenja, ki čedalje bolj poudarja stik z naravo, namreč večina modernih mladih ljudi živi v svojih službah v nekih zaprtih okoljih, v pisarnah in tako naprej. Ko pridejo domov, želijo stik z naravo. Točno. V bistvu vsaka hiša nudi svoj neke, bomo rekla, hišnico, neke določene, bomo rekel, neke, ne bom rekel, velikosti. Zelenica, bomo rekli, ne ravno gost, ampak bomo rekli 5 minut ali pa 10 minut od nekega gozda, kjer kakorkoli, gobe, kostanji, kaj še vse. Na koncu pa zopet pa 10 minut od Maribora. Se pravi, zelo hitro v službi, še mogoče, če gremo na to, še toliko hitreje iz službe. No, vsekakor pa potem ima tudi ta lokacija svoje prednosti. Omenili ste že cestno povezavo, kaj pa komunalna infrastruktura, navsezadnje tudi trgovski centri, ki jih hočeš nočeš danes potrebujemo. Ja, v bistvu celotna, če gremo od komunalne infrastrukture, seveda je vse tam, vodovod, elektrika, o tem sploh mislim, da ni potrebno posebej se pogovarjati. Kar se tiče vsega tega, kar smo pač žal potrošniška družba postali, na poti iz Maribora je kar nekaj, bomo rekel, centrov od naselja do, bomo rekli, mogoče malo prvega večjega niti ne bomo rekel ravno nakupovalni center, ampak mogoče malo večja trgovina, Šparova, Mercatorjeva, Tuševa, to je na 3-4 kilometre v stran. Vrtec je na 2 kilometra, praktično nov vrtec, mislim, da je bil lani oziroma predlani je bil vrtec odprt na novo, šola, malenkost dlje od vrtca, tako da je pravzaprav vse, kar bi se potrebovalo, oziroma vse, kar se potrebuje mlada družina, tudi avtobusne postaje oziroma tudi avtobusne povezave, tako da vse je na dosegu roke. Če pa se treba vse z avto, se pač treba vse z avto, pa danes na srečo mogoče tudi več ni taki problem. No, vsekakor ste mislili tudi na otroke, pomemben vidik je res ta bližina vzgojno-izobraževalnega, vzgojno-varstvenega centra. Govoriva pa seveda o stanovanjskih naseljih, stanovanjskem naselju, stanovanjskih hišah, ki jih
kot investitor potem morate tudi prodati na trgu, pa naj se bo to domačim kupcem ali morda tujim, pa da ne bova samo govorila o stanovanju, o hišah, o prodajah, je prav in predlagam, da si pogledava tudi prispevek na temo nepremičnin seveda in prosim, da si ga ogledamo. Leta 2008, le nekaj mesecev pred izbruhom globalne gospodarske in finančne krize, so šle cene nepremičnin v nebo. V mesecih, ki so krizi sledili, je rasti cen sledilo močno upadanje. Več let je bilo potrebnih, da si nepremičninski trg opomogel do točke, kjer smo zdaj, ko je stanje primerljivo tistemu izpred 10 let. Pozna se ravno v tem, ker ni novogradenj, seveda je povpraševanje za to po sekundarnih nepremičninah toliko višje, ne? Seveda cene so po letu 2008-2009 kar nekaj upadle in bile na tiste minimumu, jaz mislim, da nekje leta 2016. Potem so se pa počasi začele preobračati torej v drugo smer in v letu 2017, predvsem v drugi polovici leta, mislim, da so kar doživele en dober odskok v pozitivno smer, torej v višjo vrednost. Odraz vsega tega je predvsem ponudba. Če ponudbe ni in ko je povpraševanje povečano, nad ponudbo seveda potem tudi cene naraščajo. Zaradi povpraševanja in dobrih razmer, ki omogočajo ponovni razcvet nepremičninskega trga, se na drugi strani pozna pomanjkanje v določenih segmentih nepremičninske ponudbe. Pri stanovanjih je res veliko pomanjkanje, potem pri hišah je malo bolje. Kaj se najbolj išče? Res zelo veliko povpraševanje je v cenovnem rangu stanovanj, dobrih dvosobnih stanovanj, bom rekel kakovostnih dvosobnih stanovanj, do 70 tisoč, naprimer, tak na prvo žogo povedano, pa hiš tam pod 150 tisoč. Pomanjkanju same izbire na trgu prispeva tudi pomanjkanje večjih gradbenih podjetij, ki so bila včasih podpisana pri več novogradnjah. Konstruktor, MTB Gradnje, Stavbar in še katero. Povpraševanje je zelo veliko, žal je ponudbe malo manj, kar se seveda odraža na tem, kar smo že ugotovili tudi prej, ko sva se pogovarjala, da je praktično novogradenj v Mariboru skoraj nič. Kaj to pomeni? Zadnje večje investicije so bile v letu 2008-2009, kasneje je sicer bila dokončana še ena stolpnica, ki je dokončala Nova kreditna banka Maribor, ampak tudi ta stanovanja so se sedaj že vsa razprodala in seveda druga ni novega. Nepremičninske agencije se vse bolj soočajo z izzivi. Določen segment nepremičnin se prodaja hitro, novih nepremičnin, ki bi jih nadomestile, pa preprosto ni. Dejansko, če površno pogledamo trg nepremičnin, vidimo, da je zelo dosti oglasov, nekaj tisoč. Ko pa ima kupec enkrat izoblikovano idejo, točno kaj potrebuje in ima zelo specifične želje, oziroma niti ne tako specifične, ampak kako je zelo izoblikovano, naprimer trosobno stanovanje z balkonom, v nekem sodobnem bloku z garažo, pa zelo hitro pridemo do tega, da je zelo težko kaj najti. Tako da je zelo velik izziv najti nekaj kakovostnega dandanes. Podobno situacijo imajo tudi v Ljubljani. Tam je trg večji, tudi ponudbe je več. Se pa tu primerjava med samima mestoma lahko tudi zaključi. Maribor se z Ljubljano zelo težko primerja. Mi imamo eno poslovalnico tudi v Ljubljani in res sem vedno znova presenečen. Imeli smo stanovanje naprimer za 70 tisoč, kletno stanovanje, ki se v Mariboru prodalo ne bi, a ne? Tam je bilo blazno veliko povpraševanje za to stanovanje, a ne? Tako da cenovne dimenzije so res več kot dvakratnik Maribor-Ljubljana. Maribor se pa lahko najbolj primerja, bom rekel, ravno za to našo podravsko ali pa štajersko regijo, Celje, potem v bistvu Kranj, Koper, to so v bistvu že vse višje cene. Tudi Novo mesto, kljub temu, da je manjše mesto od Maribora, ne, dosega višje cene kot Maribor. Kako pa kaže nepremičninskemu trgu v okolici Maribora? Naša okolica, lahko rečemo recimo Ptujsko območje, Slovenska Bistrica, tukaj opažamo, da Ptujsko območje mogoče malenkost zaostaja za cenami v Mariboru, medtem ko pa Slovenska Bistrica pa pri določenih nepremičninah že dosega skoraj enake cene kot pa tukaj v Mariboru.
Res je, da zdaj ne smemo posplošiti pa reči, vsa stanovanja v Slovenski Bistrici so enaka, kot pa vrednost enaka kot pa v Mariboru. To ne drži. Ampak določena, novejša, boljša stanovanja dosegajo seveda tudi boljšo ceno. Če pa pogledamo se pa Maribor, ta naša štajerska regija lahko nekako primerja mogoče s Prekmurjem, primerja mogoče z Dolenjsko, Koroško, čeprav na Koroškem mislim, da so še vedno vrednosti nekoliko še nižje. Ponudba je, vendar je zaradi večjega porasta nakupov manjša. Krč, ki se obeta nepremičninskemu trgu, bi se lahko sprostil le v primeru številnih novogradenj, ki bi na trgu omogočile večjo ponudbo. Slišali smo v prispevku, ponudba je, ampak ni je toliko, kakršno je povpraševanje. Štajerski del nekako primerjajo s Prekmurjem. Kakšen je vaš pogled na nepremičninski trg po tej globalni krizi? Se prebuja, je v polnem zamahu, je oživel? Oživlja se. Tako bom rekel, strinjam se z kolegom, ki pravi, da v bistvu ta trenutek Maribor in okolica novih nepremičnin nima. Res pa je, da se v Mariboru in okolici zelo dosti ta trenutek gradi. Se pravi, dosti je zadev v gradnji. Kar pomeni, da vse te zadeve v gradnji bojo verjetno na trgu tam nekje v roku leta do 2. V roku leta do 2 bo pa v Mariboru, oziroma Maribor pa okolica, kar stanovanj, ne bom trdil ravno presežek, ampak mogoče celo. Glede na to, kar je ta trenutek v gradnji Mariboru, jaz mislim, da je v Mariboru ta trenutek v gradnji tam mislim, da minimalno 200, če ne, pa sigurno več stanovanj, tako da vse to, ko bo končano, bo kar en pritisk na trg, kar se tiče relativno, bom rekel, visoke ponudbe. Koliko bo takrat povpraševanje, bo se pa videlo. Ne bi rekel, bojim se, oziroma želim na koncu koncev, da bi celo investitorji prodali že v tej fazi, kot je zdaj, oziroma da se pač že lahko sklepajo neke pogodbe, sklepajo neke ali predpogodbe, kakorkoli. Tako da je že v bistvu se že lahko, bom rekel, prvič se že lahko, drugič pa na koncu koncev seveda jasno, za investitorja zmeraj, bom rekel, bistveno ugodneje, če lahko ali pa lahko računa, da ima kupca, ali pa celo ne samo, da računa, da ga ima, da ga dejansko tudi ima. Tako da mislim, da letos še bo trajalo preko bo mariborski ali pa recimo ta štajerski konec nepremičnin malenkost oživel, potem bo pa kar. No, rekli ste, gradi se, dokončano bo v letu ali 2. Tudi vi gradite svoje stanovanjsko naselje, v bistvu dom po meri, če lahko tako rečeva. Kaj nudite svojim kupcem, kaj snujete pravzaprav? Vem, da sta na voljo 2 objekta, oziroma da bosta na voljo 2 objekta, Vila Stela in Vila Aurora. V čem je ta razlika? Drži, na voljo smo, bom rekel, pri projektiranju smo pač dali neko, bom rekel, iskali smo neko kombinacijo, bom rekel, za malenkost mogoče širši, ne bom rekel ravno širši krog, ampak da se če je nekomu všeč lokacija, da lahko izbira med 2 tipoma, več dejansko nismo šli, ker smo rekli, da v bistvu več kot 2 tipa tudi mogoče nista smiselna. In ja, štima, drži. Gradijo se individualne hiše, se pravi samostojna hiša, enodružinska, in pa gradijo se dvojčki. Neke posebne razlike med njima ni, vsekakor ne v kvaliteti gradnje, edina, bom rekel, malo večja razlika je, da je pač dvojček, enota dvojčka je nekoliko manjša od individualne hiše in pa ima nekoliko manjšo ohišnico oziroma pač neko zelenico okrog tega dvojčka oziroma okrog te posamezne stanovanjske enote. Gospod Vedlin, kvaliteta, sva prej govorila o kvaliteti. Materiali gradbeni, s katerimi ste tukaj začeli graditi, gre za lesene gradbene materiale, oziraje se na ekološkost. Kako je pravzaprav s tem? Ja, točno. V bistvu šli smo, bomo rekli, strani ekologije, strani, bomo rekli, pa mogoče se malo nerodno izrazim, ampak upam, da bo prav, nekega toplega bivanja. Zakaj montažna gradnja? Več razlogov je, tudi na koncu koncev delno ekonomski, ja, zakaj ni razloga, da bi se to ne bi povedalo, ampak ni edini.
Ni edini in ni največji. V bistvu bolj kot ekonomski vidik je to, da je les naravni material. Kakorkoli ga primerjamo z čemerkoli drugim, je to naravni material. Z lesom, les je že na vtip topl. Tudi če se, bom rekel, les ne obdela, je topl, je, ne vem, topl na vtip, topl na pogled. Obdelovati se ga da, bomo rekli, na marsikak način. Zaključne neke barve so na koncu na lesu enake, kot so lahko kjerkoli drugje, pač stvar okusa, stvar odločitve. Tako da vsi materiali, ki so v bistvu dejansko naravni materiali, od izolacije do notranjih sten, do zaključnih materialov na stenah. Tako da tu smo pač šli na to, da je pač, smo rekli, nekaj drugačnega. Res je mogoče, da je montažna gradnja mogoče malo, ne bi rekel, ni sploh ne navadna, daleč od tega. V Sloveniji imamo, mislim, da okrog 30 proizvajalcev montažnih hiš. Največje so, ne vem, mogoče 2-3, ki jih več ali manj vsi poznamo, ostalih rečemo 25 ali pa še mogoče kaj zraven, tiste se pač toliko ne poznajo. Ampak trend, recimo, mlajših kupcev je v smeri montažne gradnje oziroma montažnih. Ni toliko montažni objekt, kot je to, bom rekel, ja, v bistvu montažni objekt. Malo nerodno se mogoče čuje montažni objekt. To je čisto normalna hiša z življenjsko dobo med 50 in 100 leti. Tu ni nič slabšega, nič, bom rekel, posebnega v primerjavi z neko gradnjo z opeko. No, seveda poznate, kakšen je trend gradnje, kakšne so sodobne smernice in kako se uveljavljajo v Sloveniji. Vi ste se, rekli ste, odločili za montažno leseno gradnjo. Kakšen je odziv po Sloveniji? Rastejo hiše, stanovanja na ta način ali še vedno zidamo z opeko? Pretežno Slovenci še vedno zidamo z opeko. Razlog je precej preprost pravzaprav. Sploh tisti, ki gradijo v lastni režiji. Zakaj? Enostavno, ko gradiš z opeko, je, bom rekel, 4 stene, pa vse skupaj postaviti lažje. Imamo sosede, imamo prijatelje, ki pač malo nekaj znajo delati z opeko, delati z malto, po domače povedano, no. In je pač to toliko lažje in na koncu zopet smo pri denarju. Montažna gradnja je pač žal taka, da enostavno se zelo malo stvari da narediti, da lahko delaš sam. Od tega, da postaviš hišo, je ne moreš. Rabiš ekipo ljudi, ki to zna narediti, rabiš dvigalo, rabiš kako stvar, ki je pač, bom rekel, v lastni režiji zelo težko ali pa praktično nemogoče. Tudi potem, ko se delajo zaključna dela, tudi takrat pri montažni gradnji so neke, bom rekel, druge zakonitosti kot pa pri opečni gradnji. No, vemo, da smo z okoljem tako, da smo z njim skregani, da ga onesnažujemo. Vi ste izbrali torej leseno montažno gradnjo, ki je verjetno s temi materiali potem tudi bolj prijazna ogrevanju in poleti hlajenju. Kako je pravzaprav v vaših hišah oziroma v hišah, ki jih gradite, ki jih nudite svojim kupcem, poskrbljeno za ogrevanje, hlajenje hiš? Vsekakor. V bistvu hiše, bomo rekli, hiše so, stena hiše je ta trenutek, bomo rekel, debelina stene, ta trenutek, ki je v tej montažni hiši, je primerljiva z debelino opečne stene približno 80 cm. Tako dobro je ta zadeva izolirana. Pa smo na koncu zakaj sem to omenil, iz preprostega razloga ogrevanja. Kompletno vse hiše bojo ogrevane na toplotno črpalko, talno gretje. Nekako predvidevamo letni strošek, če se omejimo samo na ogrevanje brez razsvetljave, o tistem še mogoče lahko kaj kasneje malo več, računamo na letni strošek ogrevanja nekje okrog 200 €. Kar je zelo nizko napram temu, če pogledamo, da segrevamo hiše s kurilnim oljem ali pa z drvami in tisti, ki se v pečnate, po domače povedano, požrejo kar veliko kurjave. Glejte, bomo rekel, primerjava mogoče hiša enake velikosti. Ne bom zdaj trdil ravno moderne gradnje, ampak pri tej moderni gradnji ni dosti velike razlike med hišo, ki je bila zgrajena pred 25 leti, razen mogoče v zunanji fasadi, se pravi v debelini izolacije fasade. Ampak ena taka hiša zgrajena pred 25 leti bo
primerljive velikosti jo boste težko našli, ki porabi manj kot 1000-1500 litrov nafte oziroma olja kurilnega v kurilni sezoni. Se pravi, pa smo pa rečemo tam, da bomo lažje računali, 1 evro po litru, pa smo na približno 1500 evrih, recimo zgornja meja, recimo, no. Tu smo pa na 200. No, to je tisto, kar nam skušajo zadnja leta, zadnje mogoče desetletje dopovedati gradbeni strokovnjaki, da če želimo zmanjšati stroške bivanja v hiši, ko živimo 10, 20, 30, 40 let, da je na to potrebno misliti že čisto na začetku, ko delamo temeljno ploščo. Točno. V bistvu, mi smo, se pravim, tu smo dejansko šli v zadevo, da je izolacija, da so tudi okna so temu primerno, na koncu nič ne pomaga, če je stena primerno izolirana, pa je okno, bom rekel, piha skozi ali pa karkoli takega. Tako da v bistvu vse je narejeno na tem, da bom rekel, da se sklada z končno, pa smo spet pri kvaliteti in čim nižjimi stroški na koncu koncev. No, zdaj sva že veliko povedala, marsikaj še pogovor bova seveda nadaljevala. Pred tem, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, privoščimo si kratek oddih. Dobrodošli nazaj. Danes v oddaji BIZ govorimo o modernih hišah, nizkoenergijskih hišah, o domovih, kakršne si sodoben človek danes v Sloveniji želi. Gospod Vedlin, marsikaj sva povedala tudi o vaših stanovanjskih objektih, ki jih boste kaj kmalu ponudili svojim kupcem. Kaj pa notranjost hiš? Notranjost še nisva pogledala. Kaj mi nudite, do katere meje, reciva, je nekako vaša hiša opremljena? No, v bistvu odločili smo se, da bo notranjost, bom rekel, opremljena do meje pohištva. Se pravi praktično zaključena z talnimi oblogami, tudi razsvetljava na koncu koncev, v bistvu to, kar že imamo končano, je vse v LED razsvetljavi. Čisto ni ene ločini, ki bi bila kakršnokoli drugače. Se pravi, zopet smo pri bom rekel, varčevanju z energijo. Vse ostalo je pa stvar, bom rekel, dogovora. Lahko se dajo drugačne talne obloge, lahko se dajo cenejše, lahko se dajo dražje na koncu koncev oziroma kvalitetnejše. Tu je pa vse stvar dogovora s kupcem, se pravi, v kateri fazi tudi kupec, bom rekel, se odloči eventualno za nakup in se pač potem lahko z njim individualno tudi pogovarjamo o tem. Zdaj, če se kupec odloči za nakup še preden je hiša zgrajena do konca, torej še preden jo lahko date na ključ, lahko stopi do vas, plača, ne vem, mogoče aro in potem sodeluje pri sami gradnji, samih, ne vem, željah, smernicah? Vsekakor. Bomo rekli, najbolj, kjer bomo rekli, ne bom rekel ravno dovolili, ampak kjer računamo na, pa mogoče celo bom rekel tudi na pomoč kupcev, je notranjost. Namreč zakaj? Pri zunanjosti ni nekaj posebnega. V bistvu taka izolacija, kot je, dobro, razen če nekdo želi, bom rekel, še boljšo izolacijo, kot je, kar nekega smisla več nima, ker smo nekje na, bom rekel, na zgornji meji tistega, kar ima smisla. Dobro, manjša izolacija, ja, zakaj pa ne, ampak pa smo potem zopet pri tem, da z manjšo izolacijo pa z vsem tem pa si poslabšamo kvaliteto življenja potem v naslednjih, kot ste sami rekli, ne vem, 20, 30, 40 letih. Tako da pomoč ali pa recimo rečemo temu sodelovanje bodočega kupca pričakujemo najbolj pri končnih materialih, se pravi keramika, podi, leseni podi, tam, kjer so leseni podi, konec koncev barva sten, tudi na koncu, če želi neke posebne luči, vse te stvari so potem, notranja vrata, vse te stvari so potem možne. Veste, mene bi kot kupca, sedaj, ko se tako pogovarjava, zanimalo, pa nimava trenutno možnosti vstopiti v te objekte. Kaj vse bo not? Je to, ne vem, dnevni prostor povezan z jedilnico, pa posamična kuhinja ali je vse v enem? Kako ste pravzaprav razdelili te prostore? V bistvu, če gremo objekti niso podkleteni, imajo pritličje in pa, bomo rekla, visoko mansardo. Ni klasična mansarda, ampak nekoliko višja, tako da v bistvu niti ni toliko moteče, sploh ne na koncu konca. Individualna hiša ima spodaj, bomo rekli, en vhodni prostor, predprostor, pred vhodom, vhodni prostor oziroma neko, rečemo, garderobo temu, v nadaljevanju WC in pa tuš,
pa neki taki, bomo rekli, prostor za preoblečiti, recimo, ko se pride od zunaj, in pa v nadaljevanju še strojnico. Se pravi, tam, kjer je not pralni stroj, sušilni stroj in pa predvsem toplotna črpalka, seveda. No in seveda zunaj še potem dvorišče in parkirišče, kot sva prej povedala. Vsekakor. Parkirišče oziroma nadstešek za avto oziroma 2 avta in pa zunaj, bomo rekla, če se omejimo na zunaj, je še potem v bistvu ena terasa, na katero se dostopa iz dnevne sobe. No, predvsem pri porabi se nekako pojavljajo dvomi pri kupcih, pri ljudeh, namreč poslušajo razna poročila o tem, kako je vse pomešano, kako se narobe meri in potem so stroški, ki jih plačuje ena družina za drugo ali pa se toliko povečajo. Kako ste v vašem stanovanjskem naselju rešili ta problem, kako je z merjenjem stroškov porabe? Tu v bistvu nekega posebnega, bom rekel, neke posebne težave tu ne bo. Namreč zakaj? Vsaka enota, tudi dvojček enota bo imela svoje ogrevanje, se pravi svojo toplotno črpalko. In smo s tem v bistvu vse probleme že pravzaprav rešili. Vsaka bo imela svoj elektroštevec, svoj vodovodni števec, internetne preklope in vse te stvari. Govoriva o 33 hišah, to je pravzaprav pravo naselje in če se v vsako hišo vseli mlada družina, to bo pravi živ žal. Zunanje površine omogočajo nekakšno druženje vsem tem sosedom bodočim. Vsekakor. V bistvu vsaka svoja enota ima, tako sem že na začetku omenil, neko določeno hišnico, pač jasno, ni vsaka ta hišnica enako velika. V enem delu pa celo, bom rekel, razmišljamo, oziroma en del je taki, ki ga bomo težko porabili za kaj drugega, celo razmišljamo o mogoče nekem igrišču, nekem takem delu, ki bi pa bil mogoče potem tudi za to, da se lahko otroci, bom rekel, malo bolj razkomotijo, po domače povedano. Namreč tu bo to mogoče celo zelo enostavno. Zakaj? Naselje je pravzaprav, bom rekel, ni ravno zaprto. Razmišljamo tudi o tem, da bi ga mogoče naredili bolj zaprtega tipa, z neko, ne vem, zapornico ali nečim takim, ampak je pa, kako ne povem, cesta ne gre naprej. Se pravi, to je naselje, na levi strani naselja, po domače povedano, je cesta, desno je naselje in to je to. Se pravi, nekega prometa mimo ali karkoli takega ga ne more biti, ker ga enostavno ni razloga za to. Razen seveda jasno, kaj bo pač, bomo rekli, notranji promet prebivalcev tega naselja. Tako da tudi otroci bojo, jaz mislim, da lahko relativno brez skrbi, jasno, 100% brez skrbi sigurno ne in to tudi verjamem, da tudi mamice ne bojo dovolile, pa očetje, ampak precej brez skrbi. No in tisti kupci, ki ne prihajajo iz Štajerskega, morda da so tujci, pa ne poznajo okolice. Govorila sva o sproščeni igri na igrišču, o rekreaciji. Kam se lahko potem sosedje, prijatelji, lastniki novih hiš podajo? V katere kraje, na kakšen način se lahko rekreirajo? Zelo, kot sem prej omenil, ta zadeva je blizu gozda, ne vem, koliko pač gledalci poznajo, pač tisti konec. Ogromno možnosti, ne vem, nekega kolesarjenja, zopet po relativno stranskih cestah, se pravi, ni zopet malo manj možnosti za karkoli, jasno. Občina precej dobro skrbi tudi za neke površine, bomo rekli za pešce in mogoče niti ne toliko za kolesarje, ampak vsaj za pešce ob glavni cesti, od katere smo mi odmaknjeni kar precej. Tako da se tudi, bom rekel, tudi to ni neki, bom rekel, večji problem. Se pravi, kolesarjenje, neki sprehodi, tudi malo v hrib, na koncu koncev, če koga to zamika, vsaj v tistem zelo ozkem, bom rekel, zelo ozkem krogu. Vse ostalo pa na koncu koncev zopet smo pri tem, Pohorje 10 minut, 15 od naselja, se pravi smučanje, vse, kar Pohorje pač na koncu koncev nudi. Tako da zopet smo rekli blizu avtoceste, na Ptuju, v Toplicah ste v 20 minutah na koncu koncev.
No in ko ste že omenili občino, svojo stanovanjsko sosesko ste morali seveda umestiti v lokalno okolje. Kakšno je pravzaprav to sodelovanje, ko ste predstavili idejo, da boste to naredili, kakšen je bil odziv in pa kakšno je sodelovanje sedaj, ko gradite? Moram priznati, da zelo dobro. V bistvu neke stvari delamo, oziroma tiste stvari, ki so, predvsem kar se infrastrukture tiče, jih delamo, bomo rekel, z roko v roki z občino, tako da s tem njim zaenkrat dejansko nimamo nobenih težav. Pričakujete še dodatno sodelovanje, naprimer, če se boste odpravili še tudi na kakšne druge lokacije, tudi v drugih občinah na takšno sodelovanje. To je sedaj prvi primer, vzorčen primer in na tem boste verjetno potem gradili. Ja, računamo pač nekako, da je to pilotski projekt, da ga bomo naredili tako, kot je tudi zamišljeno, in da pač potem, bomo rekel, bo to neka referenčno naselje, referenčni objekti, odskočna deska, kakorkoli že pač temu rečemo, za potem naslednje projekte, ki so sicer že v planu, ampak zaenkrat smo rekli korak po korak. No, prej sva govorila o varnosti v tem stanovanjskem naselju, govorili ste, da razmišljate tudi, da bi bilo morda bolj zaprtega tipa. Varnost je trenutno danes zelo pomembna, predvsem mlade družine, ki so precej časa v dnevu odsotne z doma, svoje premoženje rade zavarujejo. Nočemo, da nam tisti, ki ni povabljen v našo hišo, hodi in brska po naših stvareh. Kako je z varnostjo? Zadeva bo urejena, oziroma vsaka hiša ima predvidene nadzorni sistem s kamerami. Bom rekel, kako bo ta zadeva urejena, zelo enostavno, mislim, zopet precej enostavno, snemalnik v hiši in pa povezava na pametni telefon in se v bistvu celotna hiša se bo lahko nadzirala tako zunaj, tako znotraj, praktično 24 ur na dan. No, pravzaprav ste poskrbeli tudi za protivlomna vrata? Tudi. V bistvu v sklopu tega je tudi, bom rekel, tritočkovno zapiranje vrat, tako da dobro. Če bi bili tu policaji, bi rekli, ključavnica ni za lopove, ključavnica je za poštene ljudi, tako da bomo rekli 100% varnostnega sistema, bomo rekli, če nekdo se je odločil, če se je odločil, ampak smo mu pa otežili posel, kar konkretno. Predvsej ste mu otežili tako s protivlomnimi vrati kot z videonadzorom. Prav zanimivo mi je bilo to, da potem videonadzor pošlje v realnem času posnetek na pametni telefon. Pravzaprav ne govoriva potem več samo o nekakšnih nizkoenergijskih ekoloških hišah, pravzaprav govoriva že tudi o pametnih hišah. Delno tudi. V bistvu nadzorni sistem je tako narejen, da je v bistvu 24-urni monitoring hiše, se pravi, ko se nekdo približa hiši, dokler je vse ok, nima kaj biti tudi na telefon nič, ampak se pa snema okolica. Če pa karkoli je, bom rekel, nekdo, pa bomo rekla temu nepovabljen, se preveč približa hiši, se pač sprožijo vse ostale stvari, med drugim od SMS-ov do videa, ki se ga pošilja na pametni telefon, do možnosti povezave takoj z neko varnostno centralo, ki pač, bom rekel, v odsotnosti ljudi oziroma v odsotnosti lastnikov, bom temu tako rekel, prebivalcev, pošlje kontrolo na sam objekt, pa pač pogleda, kaj se dogaja. No in tukaj pri varnosti še za trenutek ostaniva, res, da ne živimo na nekem močno potresnem območju, da bi se s potresi zibale hiše, pa vendarle vseeno je lepo, če vemo, da je naša hiša, v kateri tudi spimo, protipotresno varna. Vsekakor. Ponovno v bistvu montažne hiše so do določene mere celo bolj potresno odporne kot pa opečnate. Mi smo tu šli tudi bom rekel, saj to je tudi na koncu predpis, tako da tudi če bi se ga hoteli, se ga bi težko izognili, ampak v bistvu celotna hiša je zgrajena na protipotresnem ali pa recimo, ja, dobro, protipotresni temeljni plošči. Sedaj sva stanovanjsko naselje hiše same kot take, mislim, da kar dobro predstavila. Prav je tudi, da gledalcem poveva, da si lahko v miru podrobnosti tudi preberejo na spletni strani tvojahisa.si. Prav pa je tudi, da poveva nekaj o samem procesu nakupa. Če se nekdo odloči, da bo živel v tej stanovanjski soseski, kako priti do te hiše?
Zelo, ne bi rekel, zelo preprosto na koncu koncev. Vsekakor smo na voljo, bom rekel, vsak dan smo na voljo tudi na brezplačni številki, ki je objavljena oziroma ki je na naši spletni strani, tako da lahko kdorkoli, kadarkoli pokliče. Če želi videti objekt tudi od znotraj, v bistvu ta dva objekta imamo trenutno končana, sicer sta prodana, ampak imamo dovoljenje s strani, bomo rekel, že novih lastnikov, da lahko te objekte tudi pokažemo. Tako da, če želi kdorkoli videti, kako smo to do zdaj naredili in kako imamo to v planu tudi v bodoče, vsekakor vabljen. Kar se pa tiče, bomo rekli, papirnatega dela, zopet, vsi kupci so varovani z pogoji, ki jih določa zakon, se pravi, vse te stvari so upoštevane, od tega, da se v nekem določenem trenutku da ne vem rekel, avans, ara ali kakorkoli temu rečemo, do potem končnega plačila, ki pa je zopet odvisno od tega, bomo rekli, v kakšni fazi je ta trenutek hiša, kdaj želi hišo prevzeti, koliko ima nekega svojega denarja, če ima vse, hvala Bogu. V nasprotnem primeru smo mu tudi pripravljeni pomagati z kontaktom oziroma z banko, precej dobro sodelujemo vsaj z eno banko, tako da so nam pripravljeni priskočiti, bom rekel, ne bom rekel ravno na pomoč, ampak pripravljeni so financirati naše bodoče kupce. Seveda jasno, pod bančnimi pogoji, žal, bančni pogoji danes so mogoče malo drugačni kot pred nekaj leti. No, do tega načina plačila ob nakupu hiše še prideva. Nekaj me še zanima, omenili ste zakon o varovanju kupcev. Kaj jim pravzaprav zagotavlja? Ne bova trdila, da se vse pri nas v Sloveniji pojavljajo te prevare pri prodaji nepremičnin in tako naprej, ampak vseeno mestoma pa se pojavi. Kaj zagotavlja zakon o varovanju kupcem, da res vedo, da je nakup varen in da bodo dobili tisto, kar so plačali? Vsekakor bomo rekli, od prvega, ne ravno rekel prvega kontakta, ampak prvega stika z dokumentacijo, da je dokumentacija taka, kot mora biti, da je pravno stanje nepremičnine, ki se kupuje, tako, kot je oglaševano, tako, kot je dogovorjeno. Zato na koncu koncev tudi ne bom rekel ravno odgovarja notar, ampak tudi za pri potrditvi tudi to notar potrdi, tako da v bistvu kupec je danes z tem zakonom kar precej zavarovan. Do tega na koncu, da ima kupec prvič pravico, oziroma ne samo pravico, ampak pravico, ne bom rekel dolžnost, ker to ni njegova dolžnost, da dobi bančno garancijo za prvo leto po nakupu, se pravi za vse skrite napake, ki bi se pojavile eventualno, na kar sicer ne računamo, ampak gradbeništvo to je vedno mogoče, se pravi, da kakršnekoli napake, ki so, lahko kupec ali sam uredi in zato porabi to bančno garancijo, ki jo mora prodajalec dati, ali pa mora prodajalec to na lastne stroške odpraviti. No, tukaj se rado ponavadi zaplete. Ljudje se vselijo, živijo leto, dve, potem pa se pojavijo skrite napake. In ne, da bi bil zdaj nemirno zavajan kupec, pač se napaka zgodi pri masovni gradnji. Rekli ste, da je zavarovan z bančno garancijo in naprimer, da odkrije neko napako, ki jo želi odpraviti in pristopi do vas kot prodajalca. Kako je potem naprej? Postopek je zelo natančno opisan, bom rekel, v zakonu, se pravi, vsekakor je treba najprej obvestiti prodajalca hiše oziroma pač objekta in mu dati nek rok za odpravo. Vkolikor prodajalec tega v nekem postavljenem roku, seveda jasno, to ne more biti en dan, odvisno tudi od napake, ki je, seveda, če je počela vodovodna cev, ne boste rekli, tako zdaj pa napisal prodajalcu, zdaj pa imaš 3 dni ali pa 5 dni ali pa 8 dni, da to odpraviš, jasno je, da se bo tisto takoj odpravilo. So pa stvari, ki pa lahko počakajo, ne vem, teden, 14 dni, ne vem, kako dolgo, recimo mesec dni, tudi mogoče še več, in pač potem v nekem določenem roku mora to prodajalec odpraviti, vkolikor tega prodajalec ne odpravi, ima kupec pravico poklicati nekega svojega izvajalca in to plačati iz te bančne garancije. No in prej ste že omenili, da sodelujete z banko, da nekako skuša pomagati pri nakupu
teh hiš v stanovanjskem naselju. Gospod Vedlin, zanima me, mlade družine so tiste, ki bi nekako naj bile primarni kupci teh novo zgrajenih domovanj. Mlade družine se tudi soočajo z enim velikim problemom v Sloveniji, namreč s problemom zaposlitve za nedoločen čas, torej kreditov kar tako ne dobijo. Gre za velike zneske, namreč če si fizična oseba želi kupiti novo hišo, je to za fizično osebo kar visok znesek, velika denarna investicija. Kakšni so načini plačila pri vas? Glejte, jaz tu se popolnoma s vami strinjam. V Sloveniji je pač, ne v Sloveniji, verjetno tudi kje druge, poleg avta je nakup nepremičnine verjetno ena izmed večjih ali pa največjih investicij v življenju enega, bom rekel, povprečnega Slovenca. Plačilni pogoji so v bistvu, zopet smo pri tem odvisno bom rekel, od kupca, odvisno od njegovih plačilnih sposobnosti. Tu smo se, bom rekel, do določene meje zopet pripravljeni tudi kupcu prilagoditi, kaj lahko naredi, oziroma kaj lahko sam naredi, kaj lahko naredi z banko. Tu žal, se pravim, ja, res je, da, bom rekel, zelo dobro sodelujemo z banko, ampak zopet pa kupec bo moral zadostiti pogojem banke, ne našim. Če bi bilo po naše, bi dali vsakemu kupcu kredit, ne. Žal to ne gre, ne. Tako da banka bo postavljala, bom rekel, pogoje, kar se tiče kredita. Moram pa priznati, da glede na to, kar do zdaj vem, so to kar normalni pogoji. No, in če se na tem mestu vrneva nekako v prvi del oddaje in se spomniva prispevka. Gospod je v prispevku omenil, da se nekako kupci bolj zanimajo za stanovanja kot za same hiše. Vi gradite nekako enodružinske hiše. Menite, da bo zaradi tega kaj manjše povpraševanje, ker pač ne gre za stanovanja? Ne, gledajte, v bistvu obstaja določen, bom rekel, segment kupcev, ki pač tudi kupcev, ki se selijo iz stanovanj v hiše, nekateri sploh ne želijo v stanovanja. V bistvu tu je stvar čiste odločitve. Verjetno res je, verjetno, da je manj tistih, ki bi bili za hiše pripravljeni, bom rekel, kupiti oziroma vzeti kot investicijo, ampak na koncu smo zopet pri tem, ko se gradi blok, je tam not 50-100 stanovanj, tu je 30 hiš, oziroma 30 stanovanjskih enot, tako da tu nekega večjega problema kljub vsemu ne vidimo. No. Pravkar sva povedala številko, koliko stanovanjskih enot je. Veste, kaj me zanima, naprimer, da pride kupec iz tujine. So vas že povpraševali po tem, ali so trenutno še vedno samo nekako na ogled, na rezervacijo, morda tudi že za nakup, ker ste rekli, da je nekaj že prodanih, prišli samo Slovenci? Ne, v bistvu imamo povpraševanja bom rekel, tako iz tujine kot v Sloveniji v povprečju so tam, rečemo, 2 do 3 potencialni kupci na 14 dni, na 10 dni. Tako da, kar se nas tiče kot investitorja, nas na koncu ne zanima, kdo je kupec. Jasno je, dobro, mogoče malo bomo se morali pri tujcih recimo prilagoditi nekim zakonom. Če tujec pač ne more kupiti pač po nekih določilih zakona, pač ne more kupiti, tisto žal pač ne gre. Ampak drugače pa neke, bom rekel, neke selekcije ali kakorkoli takega ni razloga za to. No in sedaj ste že v stiku s kupci, nekaj ste že prodali. Kakšen je tisti povratni učinek, povratna informacija? Kaj izpostavljajo iz prve roke? Zaenkrat nekih posebnih, bomo rekli, negativnega feedbacka na koncu ni. Bomo rekli, od ogrevanja do dobra okolica, mogoče pripombe na okolico, kar je čisto logično, ker pač okolica še ni, bomo rekel, urejena, žal je pač to še zmeraj, bomo rekli, gradbišče, tako da tu je pač, bomo rekel, upravičena kritika na nek način, ampak tudi to se ureja, tako da to je stvar, bom rekel, bolj časovni kot pa kakršenkoli drugi problem. So ti kupci taki, ki se želijo čim prej useliti, ali so morda še vseeno preskrbljeni in lahko počakajo, da boste tudi okolico uspeli urediti, seveda, ko bo dograjeno? Trenutno to, kar je že prodano, bomo rekli, to so vsi taki, da imajo, bomo rekel, stanovanjski problem rešen in so pač šli iz tega, kar imajo sedaj, so šli v nakup tega tu, tako da dejansko lahko počakajo, ni jim problem. Res pa je, da pa v bistvu
nekje v roku 14 dni računam, da se bosta ta prva že pa dejansko tudi selila. Rekli ste v roku 14 dni, da bosta prva kupca, nova lastnika nove hiše, že v svojem novem domu. Kdaj pričakujete, da boste predali ključe vsem ostalim, ki bodo kupili vaše stanovanjske objekte? Čisto odvisno od malo moram žal priznati, to, kar smo že tudi na začetku menila, kar se tiče pomanjkanja gradbenih delavcev, oziroma delavcev gradbene stroke oziroma gradbenih podjetij. Ostalo se pa dela, bom rekel, ne ravno rekel sproti, dela se nekaj na zalogo, tako da v bistvu zopet smo tam, v kateri fazi kupec pride. Nekdo se bo lahko selil po 5 mesecih, nekdo se bo lahko selil po 1 mesecu. No in ko sva že povedala, tu je nekakšen pilotni projekt vašega podjetja, se že dogovarjate za druge lokacije. Kje lahko pričakujemo nova stanovanjska naselja? Že imamo nekaj nagledano, ja, pogovarjamo, tudi ja, bi pa to zaenkrat pustil. Vsekakor pa, bom rekel tako, vsekakor pa okolica Maribora. In seveda po principih nizkoenergijske gradnje, montažnih hiš? Glejte, če se bo tu izkazalo tudi bom rekel, v prodaji, da je to smiselno oziroma da je to bila dobra odločitev, vsekakor v smislu naprej tudi vsekakor nizkoenergetske. Je pa res, da se tudi opečna gradnja je možna nizkoenergetska. Tako da to bomo pa tudi malo videli pravzaprav pri sami prodaji tega naselja, pa tudi na koncu koncev nekih povratnih informacij strani kupcev, kako so zadovoljni z montažnim, z lesenim objektom. Seveda vse je odvisno od tega, kakšna je povratna informacija strani kupcev. Morda še kakšni drugi načrti vašega podjetja, želje za v prihodnje, morda za 5-10 let? Glejte, zaenkrat smo v bistvu nekako smo rekli, vseeno korak po korak, ne želimo se iti nekaj strašno velikih zadev. Žal so se izkazale, pa ne pri nas, sicer na srečo. Velike zadeve so se dostikrat izkazale za, bom rekel, ali zgrešene, ali se pač nekaj se je v veliki zadevi zgodilo. Tako da omejili se bomo na nekje, bom rekel, manjše. Recimo neke velikosti, tako kot je ta, mogoče nekaj malo večjega, ampak vsekakor stanovanjska gradnja, vsekakor zaenkrat Maribor in okolica. Torej, raje kakovost kot pa količina. Vsekakor. No in pri tem vam seveda želim uspešno poslovno pot, veliko število zadovoljnih kupcev, uspešno pri dokončanju gradnje tega stanovanjskega pilotnega naselja in seveda tudi polno uspehov v prihodnje, gospod Marjan Vedlin. Hvala za pogovor. Hvala tudi vam. Cenjene gledalke in spoštovani gledalci, vam pa hvala za pozornost. Želim vam čim več kulture in udobnega bivanja. Nasvidenje.